Če dosti tako roko gor, da bo ja nehala gor. Po cuku sem jo. Vsi lahko vmes ustaviš, pa poveš. Se ne Nadaljujte pol. 3, 2, 1, go. Žujo. Živijo. Evo, bližajo se prazniki in nekaj bo treba postaviti na božično, novoletno, velikonočno mizo ali pa samo, kadar pride familija. Zdaj, čisto po korakih bomo šli en zelo enostaven recept in sicer za Vegansko pečenko z kruhovim nadevom in z pravo ameriško gravy polivko. To bo res fascinantna stvar in toliko enostavna, da ga bom pripravil kar jaz. Zadevca je zelo okusna, primerna čist tudi za tiste, ki se še spoznavate s temi hrano neživalskega izvora in boste videli, čisto enako, kot da bi imeli neko pečenko, ki ste jo mogoče prej bili vajeni. Priloga je pa lahko katerikoli nek krompir, pire krompir, pečen krompir, kakšna, ne vem, Tako da ne id stran, ker tole bo zdaj fascinantno. Stay tuned! Suhe sestavine za pečenko so glutenska moka, ki jo bomo potrebovali 2 skodelici in pol, potem koruzna moka, 1 skodelica, 4 žlice kvasnih kosmičev, potem pa imamo tukaj še mokre sestavine, to so pol skodelice belega vina, pol skodelice ovsenega mleka, potem imamo tukaj zelene začimbe, to so pehtran, rožmarin, majaron in timijan, suhe gobice, šiitake, pridejo potem v takelem prahu, ko se jih zmelje, potem 2 žlici sojine omake, to bomo uporabili namesto 1 žlice miso paste, 1 žlico javorjevega sirupa, potem imamo 1 žličko soli, 1/4 žličke črnega popra, 4 žlice rastlinskega olja, v tem primeru repičnega, 1 čebula, 4 stroki česna in pa 1 pločevinka 400-gramska rjave leče skupaj s tekočino. Okay. Danes smo se v bistvu dobili, da pripravimo vegansko pečenko. Ta bo v bistvu sestavljena iz predvsem iz glutenske, koruzne moke pa rjave leče. Kar nekaj sestavin je, ampak v bistvu sama priprava ni nič strašnega. Tako da bi se vam to dokazali in tudi kako bolj elegantno preživeti praznike, sem se odločila, da kar svojemu partnerju to namenjam. O, moj bog! Tako da bom pripravil, da vidite, da res nič težkega ni, vsak lahko to naredi. Tako da bom kar začela. Najprej prvi korak je v bistvu, da se nareže, naseklja čebulo, 1 čebulo pa 4 stroke česne za samo maso pečenke, ampak potem za filo, nadev, se pa še 1 čebulo pa 2 stroka česna potrebuje, tako da jaz kar to vedno skupaj naredim, da nimam dvojnega dela, ne pa potem razdelim na enakomerne dele. Tako da lahko kar tole najprej začneš in čebula pripravljena. Wow, čebula, super! Tako je. No, in to je kar prva sestavina teh naših mokrih sestavin za pečenko, kakor jih imate napisane. Seveda ne bo ekstra notrane, Definitivno ne. tako da kar strgaj, prosim. To je spečula najboljši pripomoček pri kuhanju ever. Evo. Tako, naslednja sestavina je rjava leča. Ta je bila v bistvu stresena v skodelico kar iz pločevinke skupaj s tekočino. Pa bomo kar vse skupaj uporabili. Super. In potem naslednji korak imamo pol skodelice sojine omake. Skodelica je v bistvu nekje 240 ml tekočine, tako da zdaj midva imava tole super merilno posodico, ki se dobi... V kitajskih trgovinah. Ja, evo, in za kitajsko sojino omako jo lahko uporabiš. Koliko si rekel, da je treba sojine? Pol skodelice, se pravi, v bistvu, če bi merila z mililitri, je to nekje 120 ml. To je cilj, ta je zdaj, ne? Ja, tako je. V bistvu je pa to tako, kot so včasih rekli, jogurtov lonček je tam skoraj, no pač lahko bi tudi s tem delal. To bo to, ne? Čko še mečkam, kar do roba. Opa, špricnilo. Evo, zliješ. Potem pa še polovičko skodelice belega vina. Lahko je janževec. Čakaj, joj.
čem je problem. Kar. Pa še polovico skodelice ovsenega mleka. Lahko bi uporabljali kjerokoli ovseno mleko, tako kot belo vino, smo čisto po naključju pač zbrali, ne. Tudi sojino mleko pride super. Paziti morate edino, da rastlinsko mleko ni presladko, oziroma da je sladko, no, pač. Tako da kakšno ovseno sojino je ponavadi najmanjkrat. Riževo recimo ne bi pasalo v ta recept, po mojem. Mogoče, če spustimo javorjev sirup, ki pride naslednji, in sicer 1 žlico tega daš. Aha. Kanadski javorjev sirup, to je zelo pomemben. Če najdete kakšnega drugega, ni ta prav. Hec, vsi so kanadski. Kjerkoli javorjev sirup. Torej 1, a ne? Ja. Evo. Pa ne pretiravati, da ne bo sladka pečenka. Ja, zvrhana žlička. Super. Naslednja stvar, tale ni tako obvezna, zaradi tega, ker je že veliko okusa tudi v ostalih sestavinah, ampak v bistvu to so zmlete sušene gobe v prahu. Lahko jih tudi pač kupite tiste suhe, pa date v kavni mlinček zmlet, ampak midva sva na srečo tole kupila v Romuniji pred kratkim. Tako da v Romunijo je treba iti. Evo, pa daš koliko? v bistvu 2 žlički. Oziroma kar žlici, no. Da imamo več okusa. V redu. 4 žličke torej. Ja, pa ni treba tako. To je super. Ok, velo. Potem pridejo tukaj še zelene začimbe, in sicer po polovičko žličke vsake, kar začneš s tamle prvo posodico, kaj je to, timijan, majaron? Majaron. Pol žličke, kar še imam malo več. Zahtevno. Ok, super. Ok. In približno toliko tudi timijana. Super. Rožmarin imamo kar v taki obliki, ker smo pač na Primorskem in je treba. Smo ga ukradli sosedu in ga posušili. Tudi da, za približno isto količino, kakor so te. Pa tvojo asistenco potrebujemo. Še malo. Ker malo ga itak padajo že dol, ne? Ja, na golfarsko količino rožmarina. Še malo. To je to. In pa še pehtran, sem ga pa tjale dala. Pehtran. A ti lahko to kar... A si mislil, da jaz to delam? Konc. Jed je deljena. Ok. Kaj pa zdaj? Zdaj pa četrt žličke popra. Lahko ker imamo tega v mlinčku, lahko kar par obratov, no. Na blef. Na velike ali na male? Na male. Mislim, tako bomo zmešali potem na konc, ampak... 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 7. Magična številka. Pa eno tako plitvo žličko soli. Lahko tele. Plitvo žličko. Super. Evo, in to je to. Jaz sem še preverila, če smo dali vse. Ja, mogoče bi samo omenila, da čičerike na misto pasto sem v originalnem receptu uporabila, ampak tukaj smo dali zaradi tega sojino omako. Tako da pač itak vedno prilagodite, glede na to, kaj imate v omari, a ne, noben recept ni zdaj, da se moraš ga držati, a ne, kako se reče, kampijanc plot, ali kakorkoli so že te slovenski pregovori. No, evo, mokre sestavine zdaj zblendamo. A bo šlo? Malo smo omejeni z električnimi priključki, evo. Imamo samo eno hitrost, tako da ni treba to ugotavljati. Svetno za mene, kako mešati, povej. Mešalec, dejansko mešati, tudi če Samo sebe, da ga vsak sam pover. Bi to vedel celo življenje. Celo palično.
Tako, zdaj se bo mogoče res zamenjala, ker bo glavni del akcije klej v praktiko. Tako. Evo, zdaj pa v bistvu suhe sestavine, ker daš v multipraktik, lahko sta modro tisto merilko, ki je eno skodelico velika, tako da si lahko z žlico pomagaš in sicer imamo tukaj glutensko moko, pa kar recimo eno skodelico pa pol daš. V celoti bo imela 2 skodelice pa pol, ampak v bistvu tale multipraktik imamo zdajle naštiman na nastavku za gnetenje testa. Lahko bi to komot naredil tudi v skledi, pa pač na roke zgledal, ampak nočete videti probija pri gnetenju kruha. Tako da, ne se ne. Ful je dobro, zaradi tega, ker če v multipraktiku vmes daš tole glavno maso delati, lahko delaš vmes druge stvari, kakor je ta popolna del. Ali pa omakica marinada. Ja, 1 pa pol. In pa do končnega efekta bo še eno skodelico dodala, tako da zdaj samo to polovičko še daš. Potem pa tukajle imamo koruzno moko. Lahko še to kar odmeriš, eno skodelico, mislim, da bi mogli biti. Eno skodelico? Ja, ker mislim, da bo cel lonček šel, ker sem že nekaj merila vnaprej. Ne, če ga stresem vem. To gre noter in potem še 4 žlice prehranskega kvasa oziroma jedilnega kvasa, kakorkoli pravite. Ki ga lahko dobiste? Dobiste. Ja, tale od veganke, ful fajn, slovenskega podjetja, ki ima v bistvu veliko veganskih sirov. Pa prehranski kvas, 4 žlice. Tudi jogurte in pa te razne sejtane pečenke. Če dalje več izdelkov, v bistvu je zdaj že predolg seznam za vse našteti. Ok, v redu, super. Zdaj pa lahko ene parkrat zapoziraš, se pravi... Zapoziram? Tako. Koliko? Konca? Ne, sam... Ok, super, da se meša. Zdaj pa ti lahko jaz malo sestiram in lahko kar mešaš in se bo olival tole. Zdaj lahko gledamo, a ne? Gledamo. Recimo zdaj je ful tako mehko, a ne? Zdaj, ko bomo dali še dodatno skodelico te glutenske moke, bomo dobili kot neke vrste maso, testo, ki bo v bistvu predstavljala glavni del te pečenke. Zdaj pa lahko kar še eno skodelico samo namešaš. Ja, tudi ta glutenska moka, ne, pač mogoče je malo težko najdeti, čeprav ne vemo razloga zakaj. Zelo je fajn zaradi tega, ker super poveže jedi in pa za pripravo sejtana. Sejtan se lahko, to je pšenično meso, lahko se naredi iz navadne moke s spiranjem, ampak zelo hiter je pa, če imamo to glutensko moko, se pa samo zmeša s tekočino in v bistvu dobimo že sejtan, to pšenično meso zelo hitro. Jaz predlagam, da kar daš na mešanje in da potem žlicami, tukaj sva zdaj odmerila, to da veva, da imamo eno skodelico in da kar daš na neko manjše mešanje. Ker ne moram ne povedati stvari do konca.
Se pravi, to glutensko moko je malo težko dobiti. V glavnem, jaz jo največkrat kupam v Rastoča jablana, ena trgovina v BTC-ju, kjer imajo to pakirano po 500 pa 750 gramov glutensko moko, pa v vegansko.si je prav sejten miks, ki je glutenska moka, sicer se pa tudi baje v Heliosu dobi, v 5-kilski embalaži, ampak to pa še nisem sprobala, ker toliko velik je pa ne rabim. V glavnem, zdaj bo tukaj je treba sejten, vedno ko ga delamo, moramo vso svojo agresijo, to vegansko agresijo, ki jo imamo ful, spraviti v to maso. Bolj ko pregnetemo, pretepemo to maso, ta sejtan, bolj bo take tiste ta prave konsistence, da ne bo preveč večljiv, ampak malo bo, pa da bo čim bolj kompakten, ne preveč tak zračen in napihnjen, ne. Tako da zdaj s tem multipraktikom si pomagamo, pa predvsem časovno, zaradi tega, ker je pač kar težko gnesti 10 minut, si spravljati na ta sejtan, tako da jaz kar za 10 minut to zavrtim, vmes pa ponavadi pripravim kakšno drugo stvar, kakor je recimo zdaj kruhov nadev ali pa tista gravy omakica marinada. Tako da bomo zdaj to kar zavrteli, bolj zaradi tega, ker se moramo malo slišati, da bomo še navodila za nadev povedala, ne. Tako da zdaj bo to midva kar pustila, 5-8 minut, no, potem pa še mečkam pretepeva zadevo, preden jo bo oblikovala v štruco. Evo, pa gremo. Polnilo za vegansko pečenko je v bistvu enakih sestavin kot veganski kruhovi cmoki. Torej imamo pol štruce nakockanega 2 dni starega kruha, imamo 1 žlico peteršilja, pol skodelice ovsenega mleka, 2 žlici lanenih semen, 2 stroka česna, potem čebulo, nekaj repičnega olja, nekje 3-4 žličke in pa poper, sol, muškatni orešček. Lahko končamo. Se pravi, zdaj imamo tukaj pripravljen sejtan. V realnem življenju bi to v bistvu vmes kar nadev že začeli pripravljati. Midva sva pa z nadevom počakala, pa samo mečkam sestavine vnaprej pripravila. Zdaj, tukaj v posodi imamo čebulo česen prepražen, tisto polovičko, ki smo si jo prej pustili. Prepražena sta na olju, lahko oljčnem, lahko repičnem ali pa kjerkoli rastlinskem. Na kocke narezan, ne vem, dan, 2 dni star kruh, katerikoli, ki ima pač veganske sestavine. Potem tukaj bova pa zdaj še zmlela lanena semena, ki to v bistvu kruhove cmoke povežejo, ker ne uporabimo jajca, uporabimo lanena semena, ki so super za to nalogo. Kar lahko stresaš noter, jaz bom pa vmes lokla. Koliko je teh lanenih semen bilo, koliko žličk? Lanenih semen je bila pa 2 žlici. 2 žlici, koliko je priporočen vnos lanenih semen na dan? Ja, lanena semena so super za Omega-3. Omega. Imaš pa veliki kislin. Pa za lase, pa za nohte, pa ne vem kaj. Evo, tole je mliček za kavo, zelo fajn zadevstvo za imeti doma, zato tega, ker so lanena semena najboljše, če se jih kar sproti melje. To je v bistvu že to. Po čem takem bi lahko tudi zmleli tiste kubice, in jih bom kar dala v toplo vodo, da se čim prej napijajo in v bistvu napnejo. Taka sluzasta zmes rata, če damo lanena semena v vodo, pa pustimo nekaj časa, ali pa če jih damo v toplo vodo, pa še hitrej. To je odličen nadomestek jajc, ne da? Sluzasto. Peteršilj pač malo še noter, tako da zdaj, ko se to namečkam napne, se včasih nimam potrpljenja, pa če se spomnim na začetku, je najboljša, da se zadeva lepo premeša in napije vode, ampak dejansko v tem receptu pač lahko tudi že mečkam pohitrimo. Poleg tega bova dala še sol, pa poper, pa muškatni orešček, tako da soli daš en tak velik ščep lahko, ker smo že zadeve prej dosti solili, pa da ne bomo pretiravali. Evo.
potem daš mečkane ne Muškat? 4 vrtljaje popra, ja tudi muškat, evo lahko, Evo, 4 vrtljaje. pa tam približno, koliko 2 dobra čepa. Super. Pa še muškatni orešček v prahu, evo, Koliko? kar. Ne preveč. Še malo. Ja? Kot ne vem, recimo, ja, ne vem, če četrtine žličke v rosmino. Evo, in zdaj še tole. Tudi nekje pol skodelice vode, kar mešaš in potem v bistvu z vsem mlekom bomo pa določili nekako, koliko tekočine damo v maso. Mora biti tako, da ko probamo spet pregnesti, da bomo lahko oblikovali štruco, pa da ne bo padla narazen, da ne bo preveč tekoča, glih prav mora biti, no. Tako da recimo zdaj vidiš, da je mečkam presuho, bova še pač dodala recimo, ne vem, nekje pol skodelice po mojem na to količino kruha. Evo. Super. Kako se ti zdi, je že? In to še malo, se mi zdi še vedno. Probaj. Veš, tako kot je to. Čisto Malenkost. še. Ok. Naslednji korak. Zdaj čisto malo še pobližim blizu. Zdaj, da pride do akcije glavne. A ne? Ker rabimo zdaj čisto površino. Sicer smo že prej brisali kot mori, ampak Evo. evo. In zdaj glaven del. Glaven del. Lahko ga kar vzameš ven. Ja. Okej. No, zdaj se Enotno lahko še zadeva. zneseš nad njim, malo ga pretepaš. Predstavljam, da si to Ja. Cel večer delal. Okej, super. Zdaj ga imaš v bistvu v obliki nekega štirikotnika in ga s tem tudi probaš tako majčkeno raztegniti. Do nekje takole širine, ker bo moglo iti vse skupaj v to velik pekač, kakor ga imamo, a ne, za pečico. Pa idealno je, da imamo nek pekač, ki bo pokrit. Kar pa na približno enakomerno debelino, tole, kar je tle, je super. Pa rajš kar še malo ne v dolžino, kar v širino ga še raztegneš. Spodaj je dost. V širino. Tako je. Super. Evo, in na to damo potem filo. Zdaj tole. Jaz potem oblikujem na štruco. Včasih že na pultu. Pa pol prenesem ali pa takole. Tako. In Okej. zdaj zarolaš. Tole, iz te smeri sem. Čisto mečkam do konca. Mečkam roba pustiš, zaradi tega, ker se bo tule nekako zaprl, a ne? Da ne bo nadev ven lezel. Lahko bi dal tudi kakšen gobov nadev ali pa kakšen špinačen nadev. Ja, kar v bistvu zarolaš. Tako, super. Odlično, okej, kar še. Haha, In to je to. in to je to. Zdaj,
cherry on top, bo še rožmarina tukaj posul, tako za eno rolo. Boš kar tukaj posul rožmarin, pa timijan, majaron, kar malo teh začimb, ki smo jih uporabljali. Ni treba pretiravati, ampak ok, dost. Kar še rožmarina, timijana. Mogoče kar ščep. Aha, ok. Pa kar, ja, to je super. Kar še spadi, kar posem. Ok, dost. To je zdaj timijan, majaron. Globok ščep. Pa toliko dolžine, kot je štruca. Ok. In to je to, lahko še čist mečkom popra. To je bilo potrebno imeti čist pulka, ne? Ne toliko. Ja. Ok. Pa še malo soli. Smlička, kar se bo lepše sporedila. Ok, super. No in zdaj se samo zarola. Takole, kako si dal začimb. To bo pa fajn začinjen. Jaz bi jih dala čist malo manj, ampak ok, to je to. Zdaj bomo pa zavili v servet, ki ga imamo ful prikladno tukaj. Čist servet, v katerem bomo kuhali zadevo. In sicer čim bolj na tesno, pa čim bolj enakomerno. Tako. In zavijanje. In zavijamo. Kar s sukancem. Niti ni treba zavozlati, lahko samo večkrat naokoli zavijete, ne. In potem, če mičkeno dvigneš to štruco, super. Tako kakor, če ste kdaj delali veganske sirove štruklje. Kar najbrž ste, če gledate toliko... Recept za njih tudi najdete na www.izziv.si ali pa www.vegan.si. Takole. Ok. To, evo. In zdaj še pol nas čaka tretji korak, pripravimo marinado in damo peči. Yes. And from there I'm gonna start, yeah. More. Yeah, close. No, fast. It's good. Oh, wow. Nice. Okay. Cool, gremo. Ja. Ima veganske moči, no, zdaj. O, med, ali? Komu zdaj to? Mateju? Ja. Maj, to za maj. Kako te? Aha, ok. Zrezek. Tu je vegansko, kaj? Koliko se super reže, Ne fantastično se reže. No, zdaj sem hvala, ne? Ne veš kaj, ne koliko? Višji boška. Ja, dobro, mislim, res. Ne reže se bolj reže, kot zadnjič. Kaj, bolj se reže? Bolj se reže, ja. Čisto enostavno. Dobro si naredil. Se dejansko tu si ti naredil, Robert, ne? No, itak. Vse sam. A vidiš, mogoče bi vas smo go delati. Ja, se naprej, jaz sploh ne bom več kuhala. No, to je bilo to. Kako se vam je kaj izdelo? Vas je fasciniralo? Mislim, jaz sem se počutil kar special tole, kaj na koncu rata. Tako da, če imate kaj za komentirati, če vam kaj ni jasen, če bi radi kaj pohvalili, pograjali, to skoraj jih ne boste, ampak delite, všečkite in... Ja, kakršnokoli vprašanje glede tehnikalije, glede sestavin, bomo z veseljem odgovorili.
Drugače pa, če bi želeli več receptov, prijavite se na veganski izziv na www.izziv.si. Dobite za 30 dni receptov, za zajtrk, kosilo, večerjo, tako da več kot 100 vse skupaj. Zelo kvalitetno mentorsko podporo nutricionista, številne članke, informacije o zdravi prehrani, praktičnih teh kuharskih nasvetih in pa tudi okoljevarstvu, pa seveda etiki, zaradi česar vse to skupaj sploh delamo. Res ne izpustite te priložnosti, prijavi se še danes. To je to. Zlaj. Ja, čeprav ste prebrali, vegani za Božič dejansko jemo pečenko, pa bo tukaj en primer take klasične veganskega božičnega omizja, da si lahko sami predstavljate, kaj tudi če ne ješ sestavin živalskega izvora, lahko daš na praznično mizo. Tako da, kaj je zdaj? Kaj je glavna zvezda današnjega omizja? Glavna zvezda današnjega omizja je Robert, ki je pripravil tale roast. Tako je. Boste še videli, ker pač recept bo prišel ven, oziroma video, kako se to naredi, ampak za malo eksistence, resnično malo, mi je uspel pripraviti tole čudo, kakor vidite, mislim, to je neverjetno estetsko, teksturno, to je pečenka, to je dejansko pečenka. Pa še vezan kose. Ja, dajmo, da bo videti, da nam sam govoril. V glavnem noter imamo filo iz kruha in začimb in podobnih zadev, vsej pač, jaz imam več govoril. Kruh od smoke naredimo, dejansko okolje pa sejtan. Okolje pa sejtan, se Narejeni tukaj vidi iz razlika. rjave leče. Tole je vse sejtan, tole je noti nadev, mislim. Prav pšenično meso, kup zelenjave. In gravy, to je zelo pomembna stvar. Gravy je omaka po slovensko. Tako je, če še niste videli. No, tole res zgleda zakompliciran, ampak ni. Ne, kakor boste videli v receptu, to se je zmešal, malo zabil, spekel in evo. Ok, kaj imamo pa še kaj drugega na mizi danes? Mislim še nekaj, največja fora te pečenke je v tem, da če date to kateremu koli mesojedcu, ali kateremu koli družinskemu članu, prijatelju, nekomu, ki ne mara veganske hrane, ki bi sem meso, dajte mu to zaprobati, naredite tole pečenko. Mislim, da imate na Slovenskem veganskem društvu na strani Zgodbe veganov posod recepte, na izziv.si imate recept za to pečenko. Poskusite narediti, presenetite koga, pa presenetite tudi sebe, da lahko dejansko brez tega, da neka žival umre, pojeste nekaj dobrega. Kaj še imamo? Točno to. Kaj imamo še danes na mizi? Priloge. Tole je naredil Matej. Jaz se pohvalim, jaz sem imel danes pire krompir. In ta pire krompir je dejansko čisto isti kot vsak pire krompir, sem da noter ni seveda nobenega mleka, ki je dejansko še bolj krvav kot meso, če se malo poglobite v to zadevo. In tukaj noč podal bom neko margarino, kjer piše gor vegan, to je vse, se pravi ista margarina, vse isto, sem da piše gor vegan. Pa tudi tiste margarine so čisto okej, ki ne piše vegan, pa pač nimajo živalskih sestavin, tako da sam preberite. Večina stvari je okej, sem da pač ni noter mleka, no, in to je to. Tako da to sem jaz pripravil, zraven so še gorice, pa zraven so še lupince od krompirja, kar je dejansko pika na i. Tudi tak tip. Tudi estetsko je. Ja, tudi estetsko forma. Tako da, special. Cool, kaj še imamo? Alejandra, nam poveš še, kaj imamo sladkega danes na mizi? We have imamo potico in cupcake, čokolado. Super, odlično. Tukaj je tale pita z mandlji in čokolado. Pa tam bo še nekaj za pokazati. Ok, še tatarski biftek imamo. In sicer ja, tudi ta je lahko veganski. Še manj dvomljive sestavine so v njem, in sicer rdeča leča ali pa rjava leča in pa paradižniki vloženi, to je nekako glavno. Isto se ga namaže na kruh, točno margarina zraven. Margarina tudi. Margarino. Janač, mi v bistvu že dolgo časa cedimo sline, tako da bomo kar šli mečkan Še ena stvar. Krompirjeva solata. Ja, okej. Cupcakes. Cupcakes, omenil. Ja, kaj imamo, še domače sokove imamo tukaj? Domače sokove. Tako je. Tudi vino je vegansko. Tole. Ja. Tudi candle. Aha, candle. Eno črvonijo pokažem. Glejte to črvonijo.
Še nekoga imamo na obisku. Kje si punca? To ne zna vsak. It works 100%. Every time. V glavnem, ja, Božič je res en tak praznikov, ko se nekako želi mir celemu svetu, ampak je res ironično, ker na večini miz so pa nekako živali, ki si niso želele umreti in pa tudi kako so živele celo svoje kratko bedno življenje, je grozno, ne? Da se jih potem postreže na nekem pladnju za tistih nekaj sekund užitka. Tako da dajte res... Ki ga tudi lahko imamo. Ja, Na isti način. dejansko ni To je treba edina veliko fora. Zakaj bi? spremeniti, ne? In zato recimo so te videi, zaradi tega delimo z vami recepte, zaradi tega vas vabimo, da se prijavite na izziv.si, brezplačen mentorski program, ki ima v januarju v bistvu še bolj bogat program. Webinari bojo, live kuharske delavnice, nagradne igre, tako kot vsako leto, pa še zelo močno podporo prek socialnih medijev boste imeli, kjer bomo imeli še dnevne izzive in vse. Več kot 100 receptov boste dobili, tako da mi smo res tukaj za vas, da vam povemo, da smo tudi mi, vsi obžalujemo, da se nismo prej odločili za ta korak, za veganstvo, zato da nekako svoje vrednote tudi v prakso spravimo, no? Ker vsi imamo radi živali, noben noče drugim slabega, ampak hkrati nezavedno zelo velikokrat na svojem krožniku in povsod drugje, gota ne, pač to podpiramo. Pa se še nekaj, da se razumemo, vsi tlek, ki sedimo zdaj, ne, smo bili nismo bili vegani od nekdaj, ne? Nismo se rodili vegani, niso nas tako vzgajali in tako naprej. Vsi smo rojeni v svet, kjer vsi jemo živali in to normalno. Ampak če dobro pomislimo, dejansko praktično velika večina od nas ne bi nikoli škodovala živali, ne bi nikoli zaklala živali, prerezala vratu nekomu in tako naprej. Nikoli nočemo tega videti, se o tem pogovarjati, tega slišati, ampak to ne pomeni, da to ne obstaja. Ne? Tukaj dejansko je konkreten prikaz, ne, pečenke na božični mizi, tatarskega bifteka, ki je ponovadi iz krvavega mesa, surovega mesa in tako naprej. Skratka, mislim, tako že na glavžnovo osnovi, ampak mi tukaj jemo, ker se navadno odlaga. Poanta tega je, da se mečkam samo poglobite vase, da razmislite, a je to sploh potrebno, kot prvo razmišljate svojo glavo, in kot drugo, da naredite neko odločitev, ki bo koristila kot prvo vam, kot drugo okolju, kot tretje pa živalim, ki išče noč ne slabega, dokler ne pridemo za mizo in jemo neke stvari, ki so pač produkt nasilja. Jaz bi pa še to dodal, ne, kakor vidite, to je zadevco, vse, mislim, to je vse plod eksperimentacije, probanja nečesa novega, kuhanja. Veganstvo prinese toliko užitka. Mislim, jaz lahko za sebe povem prej, moje večerje so bile take, mami, babi, to so prinesli gor, pač karkoli bilo in smo pojedali in to je to. Nobenega respekta, nobenega zanimanja v hrano. To sem danes sam naredil, skoraj sam, ne? In to je res neverjeten dosežek, kitajska pogruntaš, kaj vse lahko narediš na rastlinski način, ne? Kaj vse se da in da čisto nič ne pogrešaš. In da enostavno si rečeš, to je etični način, to je ekološki način, to je super stvar in jaz sem jo naredil in vsak let nekaj novega izumimo, to je zdaj novost letošnjega božiča, tako da to je fascinantno. Ja, tatarci je v bistvu full last year, ne? Ja, pa so 2 leti nazaj, to je že pase, zato je v trgovinah, ampak to je nas pa še čaka. Ja, veselimo se vse trgovine, te sploh največje, ne, zdaj pač trgovince, kot so vegansko.si, veganka že imajo pečenke veganske v ponudbi, ampak se veselimo, da tudi vsi ostali, Lidli, Hoferji, Špari, Mercatori, Eurospini pridete na tale level, ne, ker malo zamujate. To je prihodnost. Ja. Ne? To je to, res, hudo. Tako da probite, pač probite kaj novega, probite spremeniti svoj način življenja na tak način, ker to je res živeti brez slabe vesti, to je ni božga. Sploh na tak praznik, kot je Božič, kjer res se promovira rojstvo nečesa večjega in sočutje do vseh, tako da mi jo imamo fe. Pa tisti, ki recimo do zdaj gledal, bo pogledal še teh par sekund mogoče in naj sem povem, da smo vsi vegani čisto različni, ne? Da to ni neka, bom rekel, neka skupina, ki smo vsi, bom rekel, smo isti ali pa vsi drugačni, da smo popolnoma različni ljudje, ne? Jaz sem recimo podjetnik že, ne vem, 12 let. Alejandra je doktorica matematike, uči ljudi, ne vem, kdo matematike ni znal v šoli, lahko njo pokliče vprašati, ne? Si razumela? Robert recimo je model, znate nekaj sliko, sem te videl na neki sliki, z neko, ne vem, zakajte za nekaj. Hribovska oblačila, ki, by the way, so najboljša tista, ki niso z raznim usnjem ali pa iz volne ali pa iz perja, še puhovke. Ogromno stvari je, ki so dejansko super za performance, sta prav športen in niso živalskega. Kje te lahko videl kot modela? Ja, to je bilo drugače slikanje za slovensko znamko Haribu.
ki je tudi v Ilušportu, ki je v različnih trgovinah, tako da Karibu predvsem, ta film. Aha, okej, evo, krožni spet, če ste že pozabili, kaj jemo. No, ampak da še omenim za Majo, ne. Maja je pa v bistvu veterinarka, ki se pa dnevno ukvarja z živalmi, študira, bom rekel, kako pomagati živalim in tudi te veterinarji. Ne, povej mogoče Maja sama, ker je Najbolj ironično je, da vidimo v bistvu farme in klavnice v živo, pa marsikdo kljub temu odmisli v bistvu vse, kar je tam videl. Noben mu ni to fajn gledati, noben ne uživa v tem delu študija. Zelo ironično je, no, da je povezan tak študij, kjer si v bistvu zdravnik za živali, hkrati jih pa zdraviš do te mere samo, da jih pripraviš za zakol, da se bo splačal pač imeti rejo in jih na koncu ubiti, kar je grozno. No. Pač enostavno kakšne take linije bi mogle biti najprej ločene, predvsem pa bi mogli ukiniti to, da sploh živali rabimo za svojo hrano, ampak bi mogli nekako živeti z njimi v sožitju, drug drugemu pomagati, ker smo zelo razviti in to lahko izkoristimo, da drugim pomagamo, ne da jim škodujemo na čim bolj učinkovit način. Jaz upam, da smo vam dali majčkeno mogoče kakšno idejo, kako praznovati novo leto, kako zapolniti mizo, mogoče poskusiti nekaj drugačnega. Res ne se pač bati, da boste izstopali, ker če izstopaš po dobrih stvareh, se ti slej prej vsi ostali prijatelji, ki te mogoče na začetku malo čudno gledajo, pridružijo in podprejo. Ker kdo ne bi želel čisto takega podpirati. Zdaj pa jaz sem res že lačna, tukaj smo dali to nekaj časa in Pečenka se lahko skladi, to pa se lahko. uživajte tudi za svojim omizjem, pa se vidimo slej prej. Izziv.si, Vesele praznike, lep Božič, lepo srečno novo leto. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Noče finiš. Noče finiš, ljudje hoče še gledati. Čakaj.